Lepo pozdravljeni v tem sobotnem dopoldnevu. Verjamem, da si vsi želimo, da bi bilo možno zbiranje v naših molitvenih domovih že danes, a zaradi omejitev, ki trenutno veljajo, še verjetno nekaj časa ne bomo skupaj pri bogoslužjih. Vesel pa sem, da smo lahko kljub temu povezani pri proučevanju Božje besede in čaščenju našega Boga. Trenutno se nahajam v Štepanskem naselju v Ljubljani. Gre za kraj, kjer na kvadratnem kilometru živi 11.288 prebivalcev, kar je 110-krat več od povprečja v Sloveniji. Toda tukaj nisem zato, da vam govorim o tem naselju, o njegovih statističnih ali drugih zanimivostih, ampak zato, ker vas želim povabiti, da se tudi vi ozrete okrog sebe v naseljih in krajih, kjer živite. Povsod okrog vas so ljudje. Ljudje, ki si v teh negotovih časih zastavljajo številna vprašanja. Vprašanja o smislu življenja, vprašanja o prihodnosti in o tem, ali obstaja kakšno upanje. Kot kristjani imamo sporočilo upanja. Žal, velikokrat nismo ravno uspešni v njegovem prenašanju in nažalost velikokrat predstavljamo odmev sodobne kulture, namesto da bi bili njena zdrava alternativa. In zato vas danes želim povabiti k sodelovanju in k temu, da naredimo nekaj drugače. Kaj je to? Gre za sodelovanje v pobudi Podeli upanje. Mark Finley, avtor in znani adventistični evangelist, je napisal knjigo z naslovom Upanje v težkih časih. V adventistični cerkvi po vsem svetu je to misijonska knjiga letošnjega leta. In tudi pri nas si želimo, da bi jo lahko podelili z čim več ljudmi. Zato vas vabim, da se priključite tej pobudi in to v 5 preprostih korakih. V prvem koraku vas vabim k temu, da naredite seznam oseb, ki jim želite podeliti knjigo. Nato molite za te osebe in prosite Boga, da jih pripravi za to, da bodo knjigo prejeli. V tretjem koraku lahko knjigo naročite pri zaupniku za literaturo v svoji krajevni cerkvi. Ko boste knjigo prejeli, boste jo v 4. koraku podelili z osebami svojega seznama in kot zadnji korak še naprej molili za te osebe, se z njimi pogovarjali in jim seveda na ta način želeli približati Jezusa, ki je vir našega upanja. Za vse vas, ki boste sodelovali v tej pobudi, je knjiga brezplačna. Odkupile jo bodo vaše krajevne cerkve, zato vas vabim, da zadostno število knjig naročite pri zaupniku za literaturo v svoji krajevni cerkvi. Prepričan sem, da lahko na ta način podelimo upanje z ljudmi, s katerimi živimo, delamo in s katerimi se tudi sicer družimo. In prav upanje je tema tudi današnje pridige. Preden ji bomo prisluhnili, pa bomo skupaj častili Boga v pesmi Vso čast dajte večnemu.
Slabotni zmorejo, priveži Boža ti so, zaradi tega, kar on storil je. Kaj vam najprej pride na misel, kadar kdo izgovori glagol bojevati se ali uporabi samostalnik boj? Če pripadamo generaciji v jeseni svojega življenja, se morda bomo spomnili na dobesedno vojskovanje in vojne, ki smo jih preživeli, vključno z drugo svetovno vojno. Spomnili se bomo strahu, lakote, pomanjkanja vsake vrste in smrti. Če smo nekoliko mlajši, se bomo spomnili na vojne, ki ta trenutek divjajo, ali pa se bomo spomnili, da celo poznamo koga, ki je zbežal iz nje z nekaj stvari v roki in z željo, da si ustvari nov začetek v tuji deželi na drugem koncu sveta. Morda bomo pomislili na svoje zdravstveno stanje, ker pogosto rečemo, da se bojujemo z boleznijo, ali pa se bomo spomnili finančnih izzivov, ki nas hromijo in prisiljujejo, da se borimo za preživetje. Morda se v našem umu ta trenutek odvijajo notranji boji in ne vemo, komu naj zaupamo, ko gre za eno najbolj perečih tem zadnjih dni – cepivu proti bolezni COVID-19. Če smo še zelo mladi, morda bomo imeli asociacijo na videoigrice ali enega od kultnih znanstveno-fantastičnih filmov. Slišali smo, kako so izkušeni ljudje govorili, da je življenje en sam boj. Življenje zares zna biti neizprosno in trdo, a hkrati lepo. Kadarkoli se nahajamo sredi življenjskih izzivov, se pred nami zastavlja vprašanje, kako se bomo odzvali nanje. Zgodovina človeškega rodu potrjuje, da smo tekom svojega življenja veliko bolj izpostavljeni izzivom, neugodnostim, nevarnostim in notranjimi boji, kot srečnimi, brezskrbnimi trenutki. Tudi Sveto pismo z življenjepisi preteklih časov potrjuje isto. Pomislimo na trenutek na prvo družino, Adama in Evo, ter njuno veliko žalost ob izgubi sina Abela, ki ga je umoril starejši brat Ezav, ki je potem tudi sam odšel od doma in blodil ter begal po svetu. Pomislimo na Jožefa, ki so ga njegovi bratje prodali v Egipt za 30 srebrnikov, ali Daniela in njegovih prijateljev, ki so čez noč postali vojni ujetniki največje vojne sile takratnega časa Babilona. Pomislimo na osebe, o katerih beremo v Novi zavezi, morda na apostola Pavla, ki je nazorno opisal težave vseh vrst, ki so ga pestile v drugem pismu Korinčanom 11. poglavju. 3-krat sem bil šiban, enkrat kamnan. 3-krat se je z menoj ladja razbila, eno noč in en dan sem prebil na odprtem morju. Mnogokrat sem bil na poteh, v nevarnostih na rekah, v nevarnostih pred razbojniki, v nevarnostih pred rojaki, v nevarnostih pred neverniki, v nevarnostih v mestu, v nevarnostih v samoti, v nevarnostih na morju, v nevarnostih pred lažnivimi brati, v trudu in naporu, v pogostem bedenju, v lakoti in žeji, v pogostih postih, v mrazu in nagoti. Zraven tega, kar me po vrhu zadene, imam vsakdanji opravek, skrb za vse cerkve. Ko torej pomislimo na vso trpljenje, izzive, vojne, ki so pestile ljudi preteklih stoletij, je logično, da se vprašamo, kako in kje točno so našli moč in motivacijo živeti naprej. Kaj je bila skrivnost njihovega upanja? V Svetem pismu obstaja zbirka knjig poimenovana Psalmi, ki so mi zelo pri srcu. So bogata dediščina judovske poezije.
Lahko jih glede na tematiko, ki jo obravnavajo, razdelimo na 7 skupin. Himne ali bogoslužbene pesmi, žalostinke ali psalmi, v katerih se pesnik pritožuje nad krivičnostjo sveta in ljudi, med katerimi so lahko bili tudi tesni prijatelji. Kraljevi psalmi ali psalmi, ki opisujejo kralja, psalmi hvaležnosti, psalmi modrosti, psalmi krajših oblik in mešane vsebine. Uporabljale so se pri judovskih bogoslužjih. Z njimi so se začele in končale vse jutranje službe v hramu ter vedno začele popoldanske. Zanimiv je podatek, da v Novi zavezi lahko najdemo več kot 100 direktnih citatov iz psalmov, kar nakazuje, da so psalmi bili znani judovski skupnosti v 1. stoletju po Kristusu in kot taki bili dostopni tudi prvim kristjanom. Med njimi so tudi takšni, ki so po svoji popularnosti že zdavnaj prestopili ozki prag cerkvenih stavb in postali znani širokemu krogu ljudi. Med 150 psalmi, kolikor jih vsebuje Sveto pismo, je en zelo priljubljen, v katerem lahko najdemo odgovor na prej zastavljena vprašanja. Ne bomo ga brali v celoti, ker že v prvih 6 vrstic se razkriva napetost med bojem in rešitvijo. 27. psalm je spesnil David, izraelski kralj, ki je precej dolgo čakal, da bi zasedel prestol. Zgodilo se je šele po smrti Saula, prvega izraelskega kralja. Davidovo življenje ni bilo lahko. Že v zgodnji mladosti se je kot pastir bil v soočju z levom in medvedom ter ju premagal in kot je sam zapisal, rešil jagnje iz njegovega žrela. Kasneje se je bojeval za domovino in hkrati veliko let bežal pred kraljem, ki ga je najprej hvalil in poveličeval, potem preganjal, ker je bil izjemno ljubosumen nanj. V prvih 3 vrsticah 27. psalma David opisuje svoje okoliščine in hkrati nakazuje rešitev svojih težav. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava mojega življenja, pred kom bi moral trepetati? Ko se mi hudobneži približajo, da bi požrli moje meso, moji nasprotniki in sovražniki proti meni se spotaknejo in padejo. Tudi če se tabor vojske utabori proti meni, se moje srce ne boji. Tudi če proti meni izbruhne vojna, jaz pri tem zaupam. Biti vojskovodja in hkrati vojak je izkušnja, ki večini nas ni izkustveno znana, vendar si lahko predstavljamo resnost situacije in napetost v zraku, preden se boj začne. Kljub temu David pravi, ne bojim se. Zakaj? Odgovor je že v prvi vrstici, ki smo jo brali. Gospod je moja luč, moja rešitev, Gospod je trdnjava mojega življenja. David ni uporabil lepih misli o upanju, ki so bile takrat na voljo. Imamo jih tudi mi danes. Prebrala sem eno zanimivo od Emily Dickinson. Upanje je nekaj mehkega, kar se spusti na dušo in zapoje melodijo brez besed. Nikoli ne obmolkne in najslajše zveni ob nevihti. Njegovo upanje ni bilo niti v njem samem, ali v zaupanju v lastne vojaške ali strateške sposobnosti. Ne, David pravi, Gospod je moja luč. Atributi, ki se tukaj pripisujejo Gospodu, so nadvse pozitivni. Luč nasproti tme, odrešitev nasproti sužnjevanju in trdnjava nasproti odprtem bojišču. Ne glede na resnost dane situacije, David ne premišljuje o sebi ali morebitnem negativnem izidu boja. Ne dovoli si gojiti dvomov, ki paralizirajo. On svoje misli znova preusmerja na Gospoda in pravi: Za eno prosim Gospoda, to skušam doseči, da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja, da bi zrl v Gospodovo milino, premišljeval v njegovem templju.
Z drugimi besedami, David sredi svojih vojn, zunanjih in notranjih sovražnikov ter nenehnega premikanja hrepeni po Bogu v njegovi bližini in edinstveni izkušnji doživetja Boga v njegovem templju. Za Davida je tempelj bil prostor pristne pripadnosti, da bi zrl v tvojo milino, pravi. To je izjemno ljubeč opis, ki ga je imel s svojim Gospodom. Samo oseba, ki jo ljubimo, nam je draga in mila tudi, če v očeh drugih ljudi to ni. Jo lahko dolgo opazujemo in se je ne naveličamo. In zopet, David ne išče občutka tesne pripadnosti pri sočloveku, čeprav je ta zaželena in dobra, vendar pri Gospodu. Razkriva nam tudi, zakaj. On mi daje varstvo v svojem zavetišču na dan nesreče. Skriva me v skrivališču svojega šotora, na skalo me vzdigne. Zapazimo, da David naenkrat uporablja sedanjik. On mi daje varstvo. Kdaj? Sedaj. On me skriva v skrivališču svojega šotora. Zopet sedaj. Poetična slika skrivališča svojega šotora je opisovala dejansko stanje na bojišču. Kraljev šotor je vedno bil postavljen sredi vojnega tabora, obkrožen z neštetimi šotori hrabrih vojščakov. Kraljev šotor je bil najvarnejši prostor na samem bojišču. Psalmist v 5. vrstici, ki sem jo brala, pravzaprav opisuje svojo izkušnjo z Gospodom. Njegovo upanje izhaja iz njegovih prejšnjih izkušenj. One mu prinašajo tolažbo in ga pripravijo, da z zaupanjem gleda v prihodnost. In zdaj se dviga moja glava nad mojimi sovražniki, ki me obdajajo. Daroval bom v njegovem šotoru daritve ob vzklikanju, peti in igrati hočem Gospodu. Davidovo zaupanje v Gospoda in njegovo moč mu da gotovost v najbolj pozitiven izid. On globoko verjame, da bo Gospod dvignil njegovo glavo nad sovražniki, on pa s svoje strani v znamenje velike hvaležnosti bo Gospodu daroval, pel in igral. Kakšno dragoceno sporočilo za vse nas, ki se soočamo z življenjskimi izzivi in nevihtami, ki morda ta trenutek divjajo nad našimi glavami. Zgodba pravi, da so 3 starejši moški sedeli na klopi v parku ter opazovali drugega človeka, ki je s sklonjeno glavo in z očmi uprtimi v tla počasi hodil mimo njih. Glejte, zopet prihaja stari Tom, je zašepetal eden od njih. Stavim, da bo zopet šel mimo nas, ne da bi nas opazil. Bilo je točno tako. Stari Tom je šel mimo, ne da bi dvignil glave. Preden se je popolnoma oddalil, je drug zaklical. Dobro jutro, Tom. Zakaj ne pozdraviš svoje stare prijatelje? Tom je presenečeno obstal. Mislil je, da je povsem sam. Zmedeno jih je pogledal, se počasi približal in prisedel. Kaj se je zgodilo, Tom, so vprašali. Že nekaj dni te opazujemo in ves čas gledaš v tla. Vemo, da je včeraj deževalo, to, da danes so že vse lužice posušene in nebo je kristalno modro. Videti je bilo, da je Tom postal še bolj zmeden. Po pravici povedano je začel počasi. Prejšnjo nedeljo sem na tej poti našel $4, sedaj pa vse dni upam, da bom našel še kakšnega. Morda se tudi mi kdaj pa kdaj obnašamo podobno staremu Tomu. Hodimo naokoli z očmi uprtimi v $4 naših poslov, skrbi ali težav. Ne vidimo nič drugega, ne modrega neba in sonca, ne ptic ali dreves ali gor v daljavah. Ne vidimo sočloveka. Naše upanje zbledi. Slišali smo že rek in verjetno ga tudi sami velikokrat izgovorili, da upanje umre zadnje. Toda še vedno ostajajo odprta vprašanja, k komu se bomo zatekli v težkih trenutkih, kje bomo iskali oporo v času naših osebnih bojev in neviht.
Če ta trenutek ne hodimo s sklonjeno glavo, obteženi s problemi, hvalimo Gospoda, ker nas je že pripeljal na tisto posebno skrivališče svojega šotora, kjer se počutimo varne. Če pa jih imamo, zakaj se ne bi zgledovali po psalmistu Davidu in dovolili, da bi temelj našega upanja bila predanost in zaupanje v Gospodovo vodstvo? Jezus še danes svetuje: vaše srce naj se ne vznemirja, v Boga verujte, tudi vame verujte. Kakšna čudovita tolažba in žarek upanja za vsakogar, ki je pripravljen svoje življenje izročiti v Jezusove roke. Molimo. Dragi Gospod, tebi smo zelo hvaležni za tvojo besedo, za ljudi v preteklosti, ki so imeli izkušnje s teboj, na katerih lahko tudi mi danes se zgledujemo in si upamo in želimo in prosimo, da nas blagosloviš s podobnimi izkušnjami. Naše življenja so včasih zmedena, prepolna izzivov in problemov, vendar ti si obljubil svojo pomoč in si jo dajal v preteklosti, zato verujemo, da jo daješ tudi nam v sedanjosti. Gospod, daj nam mehko srce in trdno vero, da bi zaupali v tvoje obljube, da bi se na nje sklicevali in da bi v težkih, temačnih trenutkih se spomnili na to, kar si ti povedal, da bi te besede bile naše življenje in žarek upanja. V Jezusovem imenu. Amen.